Danes v Pomurskem dnevniku zdravilni učinki medu. Seja občine Kobilje. Konec vozil na bencin in dizel. Zapustil samo aktivno politiko. Vreme jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Med velja za eno najbolj vsestranskih živil. Ni le odličen nadomestek za navadni sladkor, vsebuje namreč paleto hranilnih snovi in ima zato tudi številne zdravilne učinke. Čebelarji pa svetujejo, da ga je potrebno uživati ves čas. Preventivno se ni zdravilo, ampak le prehransko dopolnilo, ki izboljšuje odpornost. V Čebelarskem muzeju v Prlekiji vsakemu obiskovalcu predstavijo med kot prehransko dopolnilo za odpornost imunskega sistema. Ne moremo ga predstaviti kot zdravilo, je kot dopolnilo imunskemu sistemu, zato je različno, katera sorta medu je. Kje so bile čebele, na kateri sorti, na kateri rastlini so tudi med nabirale. Ali je to cvetlični medovi, ki so najpogosteje v naravi, na travnikih, cvetlice, ali so to manjeni medovi, ki jih nabirajo čebele v gozdovi. In manjeni medovi imajo tudi večjo vitaminsko vrednost. Konec 19. stoletja, ko je bil zasnovan ta osmerokotni čebelnjak, so med uporabljali predvsem kot naravno sladilo. Šele pozneje pa so čebelarji spoznali njegovo hranilno vrednost, ki ima tudi zdravilne učinke. Cvetlični med je najbolj primeren za srce in ožilje in ga tudi tako predstavimo. Potem imamo kostanjev med. To se največ uporablja pri kakšnih prehladnih obolenjih, pri celjenju ran, to so že nekoč uporabljali. Akacijev med je pa taki blagi med in vsebuje zelo malo naravnega sladkorja, zato vidimo je tudi bolj tekoči in tega ob dieti in ob zdravstvenih nasvetih zdravnika lahko uporabljajo prav tako diabetike. Čebele pa zdravju ne pomagajo le z medom, temveč tudi z aerosolom, ki ga sproščajo v panju. S to obliko apiterapije se aerosola naužijemo med spanjem na čebeljem panju. Če imate kakšne poškodbe, operacije, težave z zdravjem, spanjem, vam zelo pomaga, blagodejno vpliva, ker smo preveč napeti od službe, od obveznosti. Apiterapija je sicer veda o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje. Najboljše je, če med in druge izdelke uporabljamo preventivno. Ne samo takrat, ko smo že bolani. Takrat nam med več ne bo pomagal v smislu v zdravju, ampak nam bo pomagal toliko, da se bomo bolj živo počutili, da bomo bolj obogaten imunski sistem imeli. Vendar kot zdravilo ne bo pomagal. Mi moramo med uživati čez celotno poletje, tudi čez poletje, takrat, ko si mislimo, da medu ni treba, ampak vseeno med lahko uporabimo v različnih napitkih, v katere dodajamo še kakšne limone zraven in takrat potem tudi pride do tega odpornosti boljše v našem imunskem sistemu. Zato je za boljšo odpornost pomembno, da med uživamo čez celo leto, tudi čez poletje. Svetniki občine Kobilje so se včeraj sestali na 20. redni seji, na kateri so bili seznanjeni s poročilom o nadzornem pregledu zaključnega proračuna, seznanili so se tudi s polletno realizacijo proračuna ter podali mnenje k izbranemu direktorju za kandidata Lendavske knjižnice. V septembru je bil objavljen razpis za prosto delovno mesto direktorice knjižnice Kulturnega centra Lendava. Seveda na to, ker smo pač tam soustanovitelji, na razpis je prispela ena vloga, ki so jo obravnavali načeloma je to tudi dosedanji direktor tega javnega zavoda in seveda kot edini prijavljeni načeloma jaz tudi ne vidim tukaj kakšnega problema, da bi zadeva tudi ne bila ustrezno verjetno zglasovana. Seveda smo mi tudi tam manjšinski soustanovitelji, ampak kot soustanovitelji smo dolžni seveda tudi podati mnenje. Vlada je na včerajšnji seji potrdila strategijo o alternativnih gorivih v prometnem sektorju, ki med drugim predvideva, da po letu 2030 v Sloveniji ne bo več mogoča dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel. V ospredje bodo postavljena električna in hibridna vozila ter vozila na fosilna goriva.
Do leta 2030 bo med osebnimi vozili vsaj 17% električnih vozil oziroma priključnih hibridov, kar pomeni skupno 200.000 vozil. V Sloveniji je bilo lani 227 polnilnic za električna vozila. Po sedanjih predvidevanjih o rasti števila električnih vozil oziroma priključnih hibridov bo čez 3 leta potreba po 1200 polnicah, leta 2025 7000 in leta 2030 kar 22.300, ugotavljajo na vladi, poroča STA. Zapisali so še, da predlog strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorili v prometnem sektorju. V Sloveniji tako med drugim predvideva, da po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel. V strategiji za alternativna goriva je postavljena meja, da mora biti skupni ogljični odtis avtomobila manjši od 50 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Danes so pod to mejo samo električni avtomobili in priključni hibridi. Od leta 2025 pa bo omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil kategorij, ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis manjši od 100 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Čeprav je 55-letni doktor informatike in profesor na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo, dr. Žiga Turk, pred leti, ko je padla vlada Janeza Janše, v kateri je bil tako imenovani superminister, odstopil z vseh funkcij v SDS, pa ga politika ni nehala zanimati. Še vedno je na svetovnem spletu prisoten vsak dan. Tvita, bloga, pove svoje mnenje. Pri tem je zelo neposreden, pove, kaj misli in si s tem na koplje zamerja tako med svojimi kot na levem polu slovenske politike. Je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, magister računalništva in informatike ter doktor tehniških znanosti. Leta 1984 je bil med soustanovitelji in uredniki revije Moj Mikro in velja za enega od pionirjev svetovnega spleta v Sloveniji. V letih 2007 in 2008 je bil minister za razvoj, nato pa 2012 in 2013 minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V pogovoru je Marjano Dori pripovedoval o svoji mladosti, računalništvu, znanstveni karieri in politiki. Umaknil sem se, ko sem uvidel, da nekaterih metod in načinov v politiki preprosto ne obvladam, je povedal. O svojem odnosu do predsednika stranke Janeza Janše. Zadnja leta se bolj redko srečujeva, tudi prej se zasebno nisva družila, zdaj pa se najina delovanja ne križajo, je še povedal. Ker ga razdeljeno slovenske politike moti, je nekajkrat poskušal vplivati na najvidnejše politike, da bi na simbolni ravni prispevali k pomiritvi. Pa žal priložnosti, ki se ponujajo, ne znajo izkoristiti, je še povedal v oddaji Dora Nedeljski pogovori, ki si jo boste lahko ogledali to nedeljo ob 16 in 22:15. Kot vsak petek smo tudi danes za vas pripravili izbor prostih delovnih mest. Mogoče pa katero čaka ravno na vas. Preverite. Materni jezik je treba negovati. Možnost mladim prizgajati spoštovanje do slovenščine imate na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, kjer zaposlijo učitelje teoretičnega pouka. Delo se ponuja tudi pripravnikom, tokrat v Splošni bolnišnici Murska Sobota, kjer lahko kot farmacevtski tehnik skrbite za pripravo in izdajo zdravila na naročilnice. Komunikativnost in sposobnost odločanja sta med tem odliki, ki od svojega novega direktorja pričakujejo v podjetju Jenis Creation iz Gornje Radgone. Slovenci si menda najbolj želimo delati v Krki in Leku. Prvo podjetje zdaj ponuja priložnost. Če ste le pripravljeni odpotovati v Ljubljano in tam zasesti delovno mesto na področju marketinškega komuniciranja. V Rakičanu pa se lahko kot bolničar negovalec posvetite tudi delu s starejšimi, ki bodo vaš čas in pozornost gotovo cenili. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na spletnem portalu sobotainfo.com so se pogovarjali s predsedniškimi kandidati. Ti so odgovarjali oziroma povedali, kako bi zmanjšali brezposelnost v Pomurju, pa tudi, kateri svetovni voditelj je njihov vzornik. Preverite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in še deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno sončen dan s temperaturami okrog 21 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 18 stopinj, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa 15. Jutri bo pretežno jasno. Po nižinah bo zjutraj in še deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 9 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 21. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 13 in 17 stopinjami, dnevne pa med 6 in 23 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.